Pomembna je, ker gre za največji infrastrukturni projekt v naši državi, težak kar milijardo 109 milijonov evrov in 35% tega je evropskega nepovratnega denarja. Ta projekt prinaša pomembno dodano vrednost celotnemu slovenskemu gospodarstvu, posebej pa Luki Koper, ki uvršča s tem med zelo pomembne igralce v srednjeevropskem prostoru. In z novo progo se bo število vlakov iz sedanjih 98 povečalo na 212, potovalni čas pa iz sedanjih 100 do 110 minut skrajšal na predvidoma pol ure. Mateja, kdaj pa bodo na drugem tiru začeli voziti redni vlaki? Današnji poskusni vožnji sledi postopno preizkušanje tirov s postopnim dvigovanjem hitrosti in stabilnosti na tirih. Proga je še vedno brez uporabnega in obratovalnega dovoljenja in po napovedih pristojnih bodo vlaki, tako tovorni kot tudi potniški, začeli redno tukaj voziti do konca letošnjega leta.